Na stežaj. Sorina radijska klepetalnica. Ja, na stežaj bomo zdaj odprli vrata o čarobni svet sladkih skrivnosti podjetja Mesec slaščice, kjer se z okusi spretno poigrava in samo svojimi kombinacijami ter preverjeno klasiko ljubitelje sladkega razvaja mojster Niki Mesec. Dobro jutro in dobrodošli v naši družbi. Kako ste? Dobro jutro, hvala, dobro, da nismo na live streamu, da se ne vidi, koliko sem za farbo zdaj, ker sem dobil tako pohvalano. Ja, kar je res, je res. Zdaj mimo grede, tole bo najbolj mučna urica v službi v mojem življenju, glede na to, da ste s sabo prinesli tudi kar nekaj sladkih dobrot. Kako sladka pa so sicer vaša jutra? Odvisno, kdaj gre žena v službo. Hecam se, no, sladka jutra so vedno zato, ker zelo radi pravzaprav že zjutraj ustvarjamo, pa tukaj nam rekel jaz, ampak moje sodelavke, ki so čudovite že od 5 zjutraj, so praktično sladke, no, oziroma pripravljajo za lokale in vse, kar je potrebno za tisti dan. Tako se začne sladkim že na vse zgodaj, zjutraj pa verjetno tudi s kakšno jutranjo kavo, ali ste bolj za čaj pa te stvari? Jaz sem starokopiten, kava preden odprem oči, oziroma dokaj časa ne spijem prve kave, dneva ni. S cukrom ali brez? S cukrom. S cukrom. No, pa začniva kar nekje na tistih prvih korakih. Kdaj vas je pravzaprav potegnilo v svet sladkega, v svet slaščic? V bistvu tako, mogoče je to malo zabetoniran, zacementiran v meni že od časa, ko je bila mama slaščičarka. Ona je delala v Peksu. In seveda se je doma pekl vedno nekaj vsak dan pravzaprav. In potem, ko sem predal Homana naprej lastnikom, mi postal dolgčas. In takrat sem sklenil, da bom vsem se vrnil na ta mamična pota, s tem, da sem imel zelo malo predznanja in sem povabil k sodelovanju gospo, ki je pa bila, rekel, siva eminenca, kremšnit indijančkov v Peksu, recimo tistega časa, to je bila Ivanka Šmit. In ona me je nekako spodbudila k tem, da pa pokaže te stare recepte, pravilno izdelavo kremšnit indijančkov, kasneje tiramisuje in tako. Ja, pol je pa v bistvu čas pokazal svoje, no. Zdaj začeli ste s tistimi osnovami, ki so, kot kaže, zelo, zelo pomembne za to, da lahko potem človek začne z eksperimentiranjem. Ja, seveda, ta domača peka je malo drugačna od peke, ki jo potem delaš za lokal, recimo, ne. Tehnologija je malo drugačna, ampak v osnovi je moja in bila vizija, no, vedno, ostati domače. Ampak domače pomeni tako, da dobiš mleko iz kmetijske zadruge, da ti vozi jajca Janez, Omanov, da imaš skuto in mascarpone tudi recimo z kmetijske zadruge, žal čokolada, pistacija ne raseta pri nas, ne, oziroma kakavc. In v tem primeru poskušaš vse, kar je možno narediti lokalno, kar se pa ne da, pa res iz najboljših sestavin, ki so trenutno na trgu. In spomnim se, ko je moja mama rekla, zapomni se nekaj, ne? Če boš dal veliko dobrih stvari v neki izdelek, še zmeri lahko zafrkneš. Če boš dal veliko slabih, ni šans, da narediš dobro. Se pravi, veliko dobrih stvari v neko stvar, potem mislim, da ne moš veliko faliti. Še vedno lahko, ja. Mora biti dobro, če iz dobrega delaš. Zdaj, ko ste zares zaštartali, se še spomnite svoje prve torte, ki ste jo naredili kot profesionalci in jo potem dali tudi v prodajo? Ja, mogoče se sliši malo klišejsko, no, ampak moja prva torta je bila narejena iz ostankov, dejansko. Delali smo neko pito z vaniljevo kremo, ostale so nam jagode in smo, potem, ki je bila ura že konc, meni je to ostalo, sem rekel, nekaj moram narediti za domov, imel sem še sveže biskvite, uporabil sem to vaniljevo kremo, dodal jagode, obliv, nesel domov za provat in se rekli, to bo hitno. In ta torta se prodaja, mislim, da že zdaj 15 let, recimo. Ne. Še vedno? Še vedno, ja. Odlično! Ja. Kako pa je sicer z inovativnostjo pri sami peki? Kako dobrodošla je, kako je včasih morda tudi ovira ali pa, če rečeva temu, izziv? Ja, ovira je vedno v glavi. Ne? Se pravi, ovira ni v sestavinah, ki jih danes lahko dobiš, ovira je v glavi. Zdaj tukaj moram biti čisto iskren, da imam neverjetno
dobro ekipo punc in fantov, ki sodelujejo pri tem našem brainstormingu, recimo ob kavi, in te moje punce zelo dobro vejo, kaj je dobro in kaj ni dobro, in ponavadi se odločamo potem skupine. Naredimo nekaj, pa je lahko zelo dobro, pa se ne prodaja. Naredimo nekaj, kar je pač povprečnega za naš okus, pa ljudje sprejmejo. Tako da tukaj vedno na koncu okusi ljudi odločajo o tem, a si zadeval, nisi zadeval. A pa smo Slovenci, lahko rečeva, dovolj pogumni, da poskušamo tudi nenavadne kombinacije, ali počakamo, da to za nas naredi sosed, pa ko on reče, da je dober, potem še sami poskusimo. Ja, bolj tako, ja. Malo je odvisno od lokacije. Recimo Škofja Loka je sorazmerno konzervativna, kar se okusov tiče, dočim Ljubljana prenese več, a ne? Spomnim se, ko smo delali še za Blejski otok, sladolede, recimo, oni so želeli okuse, ki so jih takrat azijski narodi, recimo, preferirali, ne? In so bili taki zanimivi, za nas popolnoma neužitni, oni so jih pa pač seveda z veseljem konzumirali. Tako da to je zelo odvisno, lokacijsko pogojeno in pa pač seveda tudi kaj ponudaš, ne, v končni fazi. Tako, kaj gre najbolj v promet na škofjeloškem koncu, kako sladki bomo za prihajajoče Valentinovo in še kakšno malenkost, pa izveste v nadaljevanju, zato ostanite na valovih Radia Sora. Je tudi vam že zadišalo v vaše domove, glede na to, da smo na stežaj odprli vrata v delavnico podjetja Mesec slaščice. No, z nekim mesecem vam v nadaljevanju razkrijemo še marsikaj zanimivega o sladkem in sladkih dobrotah, ki dobro ime Škofje Loke nosijo daleč po svetu. Prej sva ostala pri okusih, ne, in pri tem, kako pravzaprav različni so naši okusi. Sami ste dejali, da precej brainstormate, preden se lotite izdelave. Kako pa potem poteka samo okušanje v praksi? Ne? Verjetno je teorijo treba najprej dati v kakšen testni model, ali kako te zadeve tečejo v delavnici? Ja, verjetno bi bilo lep slišati, ali pa bolj pravilno slišati, da dobi vsak lepo zdekoriran košček in ga potem okušamo z neko zlato žličko. No, pri nas ni tako. Pri nas naredimo torto, jo damo na mizo, razrežemo in potem kdor prej pride zraven. Ne? In na podlagi prvih 2 grižljajev se že ve, a torta ima neko prihodnost, nek potencial ali jo nima. In če jo nima, pač rečemo, falili smo in gremo naprej. Ampak kako, ne vem, se odločite včasih tudi za kakšno nenavadno kombinacijo? Veste kako, mogoče ta izbor, ogromno sestavin je trenutno na trgu in ne vemo več, kaj bi mešali za to, da bi bili drugačni, da bi bili ekstravagantni. Mi vsako leto gremo v Italijo na en velik sejem, imenuje se SIGEP, in tam poskušamo najti nekaj, kar pri nas še ni, oziroma poiskati kakšno noviteto, ki bi bila zanimiva za naše kupce. Ugotavljamo pa, da se ljudje vračamo nazaj na tiste primarne sestavine, lešnike, čokolada, pistacija, mandlji, in to pele v pravo smerno. In tega gre verjetno največ tudi v Škofji Loki na našem koncu? Ja, Škofja Loka, kot sem rekel, je precej tradicionalna, kar ni nič narobe. Ljudje prisegajo na tisto domače, dobro, sveže. Tudi naša, rekel, filozofija je, da, kot sem rekel, uporabljamo dobre sestavine. Mi še vedno pečemo biskvite, vsak biskvit je pečen, ni narejen iz nekih škatl, nekih praškov, in mislim, da je to prava smerno. In ljudje znajo to ceniti. In v današnjem času, ko je na trgu ogromen izdelkov, znajo ljudje prepoznati, kaj je dobro in kaj je slabo. Predvsem pa veliko vloženega truda, sami pravite, uživate v kreiranju tistih zapletenih, zahtevnih slaščic za izdelavo. A to še drži? Vedno je izziv narediti nekaj novega, posebej, ko imaš recimo stranko, ki pride z neko težavo. Ne? Zdaj v teh časih živimo, je ogromno ljudi z nekimi intolerancami, veliko jih je alergičnih na moko, na mleko in tako naprej. In izziv nam je, ko pride
mama pa reče, moj sin ne sme jesti oreščkov, ne sme jesti čokolade, ne sme jesti, se pravi alergičen na gluten, intoleranca na laktozo, ne sme jajc, ničesar ne sme, dajte mu narediti torto, on jo še ni jedel. In sodelavko Barbaro vem, da sva to sprejela kot res velik izziv, kaj pa spok dati v to torto, da bo to na koncu nekaj izgledali in da bo ta fantek zadovoljen. No in o prevzemu torte je rekel oče, upam, da je vse v redu, da ste dejansko sterilno očistili okolje, ker drugače bo tako reakcija in ga bom peljal v bolnico. In tistih 5 ur preden je on poslal, vse je okej, je bilo zame najtežjih v življenju. No, in hočem reči, da probam takim ljudem tudi na ta način pomagati. Tako, da v svet sladkih dobrot zapeljete tudi tiste, ki jim je bil ta sicer nedosegljiv. Kaj pa je bila poleg te že omenjene torte morda izvedbeno najbolj zahtevna sladica, ki ste se jo kdajkoli lotili? Ja, poročne torte so vedno izziv. Spomnim se ene take, takrat ne anekdote, danes pa je anekdota, ki sva s sodelavcem peljala eno torto čist bliz v Kamnika. Ne. Poročna torta čist bliz ni nikoli čist bliz. Se pravi, razen če jo daš direktor iz slaščičarne nekomu v roke in rečeš, predano je. Ne. Se pravi, srečno, ja. No in mi da se peljala po lepi asfaltni poti, ker to ni bila, se pravi, bil je res grozen makedam. Zgrešila sva pot za 2 km in se potem mogla se vračati s to poročno torto nazaj in ko odprem vrata, ugotovim, da sva v bistvu pripeljala stolp v Pizi in seveda zdaj, kako to transportira do tistega končnega hladilnika, je bila cela projekcija, mislim, cel projekt, no, tako da sva nekako uspela to pripeljati in čakajoč na reakcijo mladoporočencev, mislim, tisto noč sem zaspal sekunda, no, zjutraj je bilo pa pol super torta, uživa smo, hvala še enkrat in to je tisto, kar te pol nekako pohvali, no, rekel, ali pa se splača. Je potem tista pika na i. No, pa da ne bo pomote, ne, predvsej govoriva o tortah, o vašem naboru oziroma v vaši ponudbi izdelkov niso samo torte, daleč od tega, ne? Ja, v bistvu tako je, naš program se širi, čeprav slaščic imamo, mislim, da nekaj čez 30 vrst, kar je trenutno popolnoma zadost. Mislim, da vedno ni več, ampak včasih mogoče kakšna tudi manj. Ampak naš velik segment je sladoled. Ne. Mi smo na tem delu zelo močni oziroma se trudimo biti, ravno tako upoštevamo vsa ta pravila stare proizvodne sladoleda. Govorimo o tem, da dobimo mleko direktno vsak dan sveže iz kmetijske zadruge, ga skuhamo, naredimo iz tega sladoledno osnovo in na podlagi tega potem izdelujemo pač sladoled. Ne. In to je naš tak podobno velik izziv kot slaščice. Ja. Zdaj omenili ste 30 vrst slaščic, koliko receptov zanje znate na pamet? Ja, zdaj se moram zlagati kot šef. Mogoče nekih 10 do 12, no, recimo bi, ja, zdaj punce so verjetno zavile z očmi, ki mislijo, da jih znam manj, ampak jim bom dokazal, da jih znam vsaj toliko še. Ja. Če ne, pa se veste, kako pravijo, ja. Pametni pišejo, radovedni pa z veseljem okušamo. Tudi mi si bomo privoščili nekaj sladkega, zdajle bo tole Sting o glasbeni podobi, potem pa seveda rečemo še kakšno tudi o novih okusih, ki morda prihajajo na police, pa o Valentinovem, ki že trka na vrata. Ostanite v naši družbi. Na stežaj. Radijska klepetalnica na Radiu Sora. Ja, na stežaj odpiramo vrata o svet omamno dišečih in odlično izgledajočih sledic, pod katere se podpisuje naš današnji gost Niki Mesec, seveda skupaj z ekipo. Nekaj sva že povedala o vaši ponudbi, nekaj sva že povedala o okusih, zdajle pa lahko rečeva še kakšno o novostih. Slednje so zagotovo pomembne, pa mi povejte, kako je pravzaprav videti tale kreativni nered v vaši glavi, ko pride do novosti, kako se odločate, katera slaščica pa je zdaj tista, ki morda potrebuje osvežitev, kakšno dodatno okrepitev v svojih vrstah? Mogoče je ta slaščičarstvo, zato meni tako ljubke ima romantičen, pa mal je tak poetski, se pravi, v nekem momentu začutiš potrebo, da
da je neki že oddelalo svoje, da rab malo osvežitve. Se pravi, večino tega pokaže tudi trg. Nekaj je, kar se ti odločiš, nekaj je, kar potem trg sprejme, nekaj je, kar dobiš indico od odzuni, nekaj pa tudi letni čas, recimo. Zdaj prihaja Valentino, seveda smo vsi usmerjeni v to. Poletne sladice so popolnoma drugačne od zimskih, so bolj rahle, bolj sveže, več je sadja, zimske so bolj težke kreme in tako naprej. Zdaj so pa, tako kot sem rekel, pa Valentinovo tisto, ki nas poganja in nam v bistvu jemlje ves čas. Ja, je tudi videti na vaših spletnih platformah, da iz delavnice diši po ljubezni. Kakšen okus, kakšen von, kakšen žmoht pa bo imelo Valentinovo pri vas v delavnici oziroma tudi med vašimi zadovoljnimi strankami? To je res, zdaj pa res diši po ljubezni. Mislim, da smo naredili okrog 500 srčkov, ki so ročno narejeni in puncem res sva pohvala, da so v to kratkem času pravzaprav zmožni narediti toliko stvari, toliko lepih stvari, toliko okusnih stvari. Čokolada jagoda, okus preveva v bistvu zdaj našo slaščičarno. S tem, da seveda pripravljamo ogromen, asortiman teh naših klasičnih tort, ki bojo obogatene z Valentinovim pridihom, pa tudi te srčki, ki sem rekel, ki bojo verjetno spet gonilna sila ljubezni, pa manjše torte, popsi in te zadeve. Tako da tega je kar nekaj. Zdaj pri slaščičarstvu je seveda pomemben izgled, pomemben okus, pa tudi poimenovanje. Kako pa je z izbiro imena za slaščico? Ja, zanimivo vprašanje v bistvu. Nekako se ponuja samo. Se pravi, če delaš karamelizirana jabolka s cimetom, sladkorjem, ga preliješ nekim oblivom z piškoti lotus, recimo, če jih poznamo še iz preteklosti, potem veš, da je to nekaj zimskega. No in letošnja, taka naša medalja od tort je bila ta torta, ki smo jo potem poimenovali zimska. Zato, ker ugrizneš pa rečeš, to je pač nekaj, kar paše po zimi. Imena, kot je recimo Marija, imamo eno torto z imenom Marija, pa bi kaj še mislil, da je to Marija iz Polanske doline, pa ni. Ta Marija je v bistvu dobila ime po tem kranču, ki je, oziroma kako se reče pravilno, po tem drobljencu, ki je v torti in ima okus po rumu, z vaniljevo kremo, in potem vse to s črno čokolado oblito in meni je bila edina stvar neka kubanska gospodična z imenom Marija, recimo. No, meni je padlo na pamet Marija, koliko je dober. Ja, recimo, ja. Je kar izziv tole, tudi izbrati ta pravo ime. Ja, seveda je izziv, ampak je tudi fajna. To je tista češnja na torti. Zdaj, če smo v slaščičarskem žargonu, to je nekaj sladkega za navrh, ker reče, zdaj bomo dali pa tak ime in če se ta ime prime in ko pride, recimo, ko pride stranko v trgovino in ki izreče ta ime, je tako fajn pri srcu. Poboža, pa človek z veseljem odreže še kakšen kos. Novosti so tiste, ki so še kako pomembne, nekaj Valentinovih sva že izpostavila. Kako pa ste sicer zastavili novosti za letošnje leto? Je to januarski projekt ali pride to povsem spontano tekom leta? To pride povsem spontano, se pravi, nekaj je ta navdih, ki ga človek dobi v smislu, potrebujem nekaj svežga, nekaj novega. Nekaj je, kar se pojavlja kot neka želja na trgu, sicer se tega malo izogibamo, se pravi, ne poskušamo delati trendovskih slaščic, nekaj tega pa vseeno potrebnega. Se pravi, okusi, ki so v nekem delu leta moderni, sploh pri sladoledu se to opaža, potem drug let izvenijo. Vedno postanejo tisti okusi, ki so nekako kot železen repertoar vedno prisotni in so vedno najboljši in vedno preverjeni. Kater sladoled je bil morda najbolj nenavaden, ki ste ga ponudili svojim navdušenim odjemalcem? Se pravim, recimo za Blejski otok smo delali, mislim, da je bil lešnik s figo in še nečim, zdaj se ne spomnim dobro, potem oreh z bučnim oljem in semeni bučnimi. Super se sliši, pa tako dobro. Lansko leto smo imeli sladoledni festival v Škofji Loki, katerega smo se tudi udeležili skupaj z Homanom.
Tukaj smo poskušali nekaj novih okusov in moram reči, da sem bil zelo, zelo prijetno presenečen, kaj pravzaprav ljudje si tudi želijo. Kefir z ribezom, recimo, je bil en tak okus, ki ga jaz sam ne bi nikoli naročil. S črnim ribezom pa rečeš rdečim še, s črnim pa ne, ampak recimo je bil zelo dobro sprejet. In tudi vi zelo, zelo dobro ocenjeni v samem vrhu, ne? Ja, v bistvu smo tokrat bili najboljši na trenutno. Odlično. Najboljši ostajamo tudi v nadaljevanju v dobri družbi. Nekaj glasbenega predaha, toliko da pogoltnemo slino, potem pa rečemo še kakšno tudi o kalorijah in takih stvareh, ki jih običajno povezujemo s sladkim. Sorina radijska klepetalnica Na stežaj. Najbolj sladko jutro v tem letu na valovih Radia Sora poslušate. O družbi Nikija Mesca preživljamo tole jutro in če zdaj le pokukava v vašo delavnico, kako živahno bi bilo sicer, če bi bili zdaj le na delovnem mestu in ne takole pri nas na obisku, kaj bi počeli, kako živahno je pravzaprav v vaši družbi? No, tole je pa sploh zanimivo vprašanje. Moja pisarna je približno 10 metrov stran od delavnice, kjer se dogajajo pač te stvari in večino časa, kar me izredno veseli, slišim krohot iz slaščičarne. Naše punce so neverjetno dobrovoljne, vesele, ves čas počnejo kakšne neumnosti, ki bi jih mogoče nekdo kot šef jemal za kradenje časa, no, ali pa tratenje časa, ampak to, kar slišim krohot iz slaščičarne, me zmeri tako malo pogrejeno. Je prijetno slišati dobro voljo, dobro vzdušje, ker ta energija se verjetno čuti tudi v vseh vaših slaščicah, zato pa gredo tako dobro med ljudi. A veste, da malo verjamem v to. Pravijo, da pač se dobra hrana dela z srcem, ne, in se dela nekako z ljubeznijo, pa je to res. Se pravi, če je imeli smo tudi slabe trenutke, tudi jaz, ki sem delal kakšno stvar, ki se mi mudi, recimo, ampak nikoli ne izpade dobro. Niti po okusu, niti po izgledu. In to, da neka dobra energija zraven tega je sigurno pripomore k tem, da je stvar dobra, lepa in okusna. Kar nekajkrat ste že omenili ekipo, na katero ste zelo ponosni, s katero zelo dobro sodelujete, pa če zdaj le še pozdraviva večinoma punce v vašo delavnico? Ja, imamo zelo, zelo pridne punce in enega fanta. Jaz bi se vsem poimensko rad zahvalil za to, ker so zame res nekaj posebenega in Barbara, Zala, Monika, Ana, Maja, Tjaša, Anja in Domen so tisti, zaradi katerih pravzaprav lahko okušamo vsaj na dobre stvari. Večina tega gre zahvala njim dejansko. Jaz sem že dostikrat rekel, da se tudi njim to povem, da se takoj ustavi vse, če me zapustijo oziroma če nehajo s tem, in upam, da bomo še dolg časa pluli s to našo mehno barko po tem razburkanem slaščičarskem morju. Res so tisti, ki pač naredijo glavnino, jaz sem mogoče samo še tista pika na i, ki pač potem to stvar nekako zapakira v neko tako fajno podobo. Tako, skupaj ustvarjate in skupaj boste ustvarjali tudi v nadaljevanju. Kaj vse nam boste še ponudili, pa čez nekaj minut, zato ostanite v družbi valov Radia Sora. Na stežaj. radijska klepetalnica Na Radiu Sora. Niki Mesec iz Mesec slaščic je danes z nami v temle sladkem ponedeljkovem jutru. Ja, nekaj sva povedala, nekaj zgodb iz vaše delavnice sva slišala. Zdaj pa morda še besedico ali dve o vaši ljubezni do slaščic. Glede na to, da preživite kar nekaj časa v delavnici, a vam še paše kakšna slaščica ob kavi, a si jo privoščite za kosilo? Kako ste zdaj s sladicami? Jih jeste ali imate raje, ne vem, kakšno bolj zdravo solato ali pa kakšen močnejši zrezek ali pa kaj podobnega? Ne, jaz imam rad bolj zdravo sladico. In to pomeni čim več sladkorja. Mal je šala, mal je res, ampak mene še vedno zvečer, ki prijem v pisarno, pa imam še kakšne stvari za narediti, premam zvok hladilnika, v katerem so indijančki, pokliče me po imenu in takrat se združva v eno. In to je prevečkrat, zato se kar precej ukvarjam športom.
Je pa res, da imajo naše slaščice baje negativne kalorije, to ne vem, če ste vedeli. To zaradi tega, ker ko poješ kos torte, se začneš sekirati, koliko sladkega si pojedel in ta sekerancija, ta notranji mir baje vse tiste kalorije skoraj. To je pa zelo dober podatek, zelo dobro vedeti. Zdaj, omenili ste indijančke, ki vas kličejo po imenu, ampak menda imate pa tudi sladoled zelo radi. To je zdaj izdaja skrivnosti. Rekel sem, da je sladoled tudi moja zelo ljuba stvar, ki jo zelo rad delam, tudi kadar imam možnost. Sicer imam zelo pridnega sodelavca, ki to počne boljš kot jaz, ampak vseeno, če kdaj ne more in ko se spravim na izdelavo sladoleda, je to vedno zelo dober moment, ko prije ta svež sladoled iz stroja, ki se še vse v bistvu nekako vleče in potem dodaš neko čokolado ali nek sadje zraven. In moraš kot proizvajalec probati, če je ok, in ko daš to usta, je res moment, ki se ga splača doživeti. Ja, absolutno je treba probati. Ne moreš ljudem prodajati kar mačka v žaklju, ne? Ne, lahko pa prodajaš sladoled v žaklju. Ja. Če smo že pri žakljih, kar nekaj žakljev, kil ali pa tudi lahko rečeva kar ton sladoleda gre v promet takole tekom leta. Bo držalo? Ja, se ne sliši preveč tako hvalisov, ampak ko mene statistično zanima, kaj smo naredili v preteklem letu, res prideš do zanimivih številk. No, in recimo nekih 30-40 ton sladoleda se ga naredi pri nas letno, je vse neka številka, na katero smo lahko ponosni, sploh ker se ta številka povečuje, kljub, rekel, mogoče stagnaciji gospodarstva trenutno, no, govorim, in sem vesel, da je tako. Ja, zdaj glede na negativne kalorije, o katerih sva ravno kar govorila, pripravite se, še bo povpraševanje. Ja, super, dobrodošli. No, zdaj pa še k Valentinovim. Rekla sva, diši iz vaše delavnice po ljubezni za vse tiste, ki morda še nimajo darila v zadnjem hipu. A je še kakšen srček na voljo ali je že vse rezervirano? No, v bistvu imamo še nekaj tega na zalogi, seveda tudi še delamo, sej v bistvu šele čez par dni. Dejstvo pa je, da mogoče na tem mestu bi lahko pozvali tiste, ki si želijo, da ne bojo predolgo čakali, da mogoče rezervirajo. Imamo telefonsko številko, ki je objavljena na naših socialnih omrežjih, pokličejo in rezervirajo svoje srce, recimo. Ne? Tako, v tisti slajši različici. Ja. Kdo pa pogosteje pride po takele sladke pregrehe za kakšna presenečenja, za kakšne obletnice, za kakšne darila? A moški stavijo na sladka presenečenja, a so ženske bolj tiste, ki svoje najdražje razveselijo s čim takim sladkim? Mogoče je tukaj pol, ampak zanimiv je prihod različnih spolov. Ne? Moški ima naročilo, ki ga mu da žena in reče to pa to prinese in on prinese to, kar mu žena naroči. Ženske pridejo ponovadi skozi vrata z vzdihljajem, danes si bom pa prvošla, kot neke vrste upravičilo, ona drugač tega ne je, ampak danes si bo pa prvošla. In po prvem koščku si zaželi še enega, pa potem vzame še v narekovajih še za moža, pa še za otroke, pa še za babico in detka. Ali pa recimo zanimiv primer ene, ki je rekla, aj ta torta brezglutenska, smo rekli, ja, pa je rekla, pa kar celo, ki ba je gluten naredi. Ker gluten redi, brezglutenska ne. Sicer pa, ko vas imam že na drugi strani mikrofona, ne, povedali ste že, da imajo vaše sladice negativne kalorije zaradi sekiranja. Zdaj zdravniki običajno zavijajo z očmi, ko jim postavim tole vprašanje, pa mi boste vi dali odgovor iz prve roke. A drži, da so slaščice hrana za dušo in zato ne grejo v naše kile, ampak direkt v srce? To je 100% res, to je tudi znanstveno dokazano. Vemo, da čokolada sprošča serotonin, to je hormon sreče, ki je vsem nam ljub, ali pa večini nam ljub. No. Zdaj tako je, jaz mislim, da človek, ki normalno, ki je v življenju normalno dejaven, si vsekakor lahko privošči košček dobre torte, ne vem, kepca dobrega sladoleda. Predvsem mogoče polagam na srce, da ne izberete vedno samo cene, ampak izberete tisto, kar vam je zares dobro, se mogoče takrat malo pocrklate in je potem duša tudi zadovoljna. Tako, pa dajmo poizkusiti tudi kaj novega, ne? Vedno je dobrodošel, včasih nam nekaj ne paše, ampak če ne probamo, ne vemo.
Tako, in žal vam bo samo za tiste stvari, ki jih v življenju ne boste poskusili. Če smo že pri sladkih stvareh, ja, potem bodo slaščice iz mesec slaščic prava izbira. Za danes, za jutri ali kar tako, ko se vam bo zaluštalo. Neki Mesec, hvala lepa za tale današnji klepet. Naj bo ustvarjalno, še naprej vam želimo, pa verjamem, da kmalu nasvidenje, če ne pred mikrofonom, pa prva sodelavci. Hvala, dobrodošli in hvala za povabilo.